Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Človekove pravice so temelj, po katerem se v določeni skupnosti meri stopnja njene demokratičnosti. V Sloveniji smo prvega varuha dobili septembra leta 1994, 30 let pozneje pa to odgovorno funkcijo opravlja Peter Svetina, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Hvala lepa za povabilo in dober dan. Vaši predhodniki na tej funkciji so bili Ivan Bizjak, Matjaž Hanžek, Zdenka Čebašek-Travnik in Vlasta Nussdorfer, sami pa ste 6-letni mandat, toliko traja, nastopili 23. februarja leta 19. Kaj bi rekli po vsem tem času, ste uspešni? Ja, lahko bi rekel, da sem uspešen. Ne nazadnje, to sicer ni delo samo enega človeka. Varuh človekovih pravic je državni organ, je inštitucija, kjer imamo zaposlene kolegice in kolege, strokovne sodelavke in sodelavce. Imam tudi 4 namestnike in verjamem, da smo v tem obdobju teh skoraj 6 let že naredili kar nekaj premikov, da smo rešili marsikakšno zagato in kršitev človekovih pravic posameznic in posameznikov. Nisem pa zadovoljen s tem, da država predolgo melje in da predolgo traja to, da te napake, ki jih najdemo, in pa kršitve tudi odpravi. Varuh človekovih pravic ne sodi ne v zakonodajno vejo oblasti, ne v izvršilno. Ste pravzaprav neka samostojna veja oblasti, vedno na strani ranljivih in občutljivih. Ja, v bistvu je varuh človekovih pravic ena izmed 3 ustavnih kategorij, ki ni oblastna, se pravi ne sodi ne izvršno, ne sodno in ne v zakonodajno vejo oblasti, ampak je na nivoju računskega sodišča in pa ustavnega sodišča, se pravi neodvisni organ, ki ga je država ustanovila za to, da varuje človekove pravice. Sami začetki ombudsmana oziroma varuha človekovih pravic izhajajo iz Švedske, ko je švedski kralj iz ljudstva izbral enega človeka, ki je zastopal ljudstvo pred njim, se pravi pred oblastjo, in opozarjal na to kršitve, ki jih je oblast izvajala. Tako da je to neodvisna funkcija, neodvisna od katerihkoli državnih organov in je samostojna in tudi strokovno dela na tem, da opozarja tako državne organe, organe lokalnih skupnosti in pa nosilce javnih pooblastil na težave ljudi in pa na kršitve. Bi pa rekel, da ni zgolj za ranljive ljudi, za ranljive ciljne skupine, ampak za vsakega prebivalca in prebivalke Republike Slovenije, kajti v nekem trenutku, ko imamo težavo z oblastjo, naj si bo to državno, lokalno, ali pa nosilcem javnih pooblastil, takrat je vsakdo od nas ranljiv in takrat se mora obrniti, lahko se obrne na varuha človekovih pravic, ki mu potem pomaga ta njegov problem razrešiti. Zanimiv se mi zdi ta vaš razpon delovanja. Na eni strani se ukvarjate z načelnimi vprašanji, kako zakonodajo na primer urediti, na drugi strani pa tudi s prav konkretnimi problemi. Ja, bistvo našega delovanja je prav v tem, da se ljudje obrnejo na nas s svojim konkretnim problemom in na podlagi tega konkretnega problema mi potem opozarjamo, kje prihaja do kršitev ali napak. To, če se en človek k nam v bistvu na nas obrne in izpostavi svojo težavo, smo morda s tem rešili problem več 10 ali celo več 1000 ljudi. Tako da je zelo pomembno, da delamo na tem nivoju, da rešujemo konkretne pobude prebivalk in prebivalcev in s tem večini ostalih tudi omogočamo bolj kakovostno življenje in pa uresničevanje njihovih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Prebral sem vaše letno poročilo za leto 2023. Tam ste zapisali, da ste lani obravnavali 6225 zadev, to je po moje veliko. Med 232 utemeljenimi pobudami pa ste ugotovili tudi 262 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so opredeljene v ustavi. To se mi zdi tudi veliko. V bistvu je to veliko, predvsem pa, kot tudi v letnem poročilu navajamo, je 3. leto zaporostjo največ kršitev načela, tako imenovanega načela dobrega upravljanja, kar poenostavljeno pomeni to, da državni organi ne odgovarjajo ali pa z veliko zamudo odgovarjajo prebivalkam in prebivalcem, to se pravi, če konkretno rečemo, nekdo se pritoži na neko odločbo, potem pa ministrstvo potrebuje kot drugostopenjski organ, da 4 ali 5 let razreši to
njegovo pritožbo. To je popolnoma nesprejemljivo, ker ljudje potrebujejo rešitev takoj, ne pa potem v roku parih let. Zelo rad dam en konkreten primer študenta, ki se je v prvem letniku pritožil na zavrnjeno štipendijo. Po 4 letih je ministrstvo ugotovilo, da je imel prav. On je bil že takrat v službi, pa je dobil povrnjeno štipendijo za prvi letnik. To se pravi, to je popolnoma nesprejemljivo, ker potreboval je štipendijo takrat, ko je študiral, ne pa potem, ko je bil v službi, so mu povrnili ta denar. To so konkretne stiske ljudi, to so konkretni primeri, na katerih tudi temeljijo varuhova priporočila. Ta slaba odzivnost državnih organov pa je lahko tudi usodna, naprimer na področju zdravstva. Tam nekdo 4 leta ne more čakati, če ima resen problem. Zagotovo. Pa tudi ne nazadnje pri socialnih transferih. Nekdo ne more 2 leti čakati na neko odločitev, ali mu pripada 200 evrov na mesec ali ne. On mora v tistem trenutku živeti in potrebuje denar v tistem trenutku. Kar se tiče pa zdravstva, imamo pa velike težave. Tudi imamo največ priporočil in največ pobud na področju zdravstva. Slovensko zdravstvo je v težavah, mi pričakujemo, da bo vendarle prišlo do sistemskih rešitev, kjer bodo ljudem omogočili dostope tako do primarnega zdravstva, kot tudi naprej, in da bo vendarle država tukaj bolj odzivna. Na področju varovanja pravic otrok ste posebej občutljivi tudi na varovanje pravic otrok s posebnimi potrebami. Na tem področju je veliko sivih lis. Jaz moram reči, da po eni strani imamo dobro zakonodajo, ki pa se ne izvaja. Mi imamo veliko, tudi otroke, pa otroke s posebnimi potrebami, invalide, imamo v zakonodaji kot zaščitene skupine prebivalstva, vendar te zakonodaje ne izvajamo. In prav pri otrocih pa je recimo zelo bistveno to, da pri majhnem otroku, ko prihaja recimo do odločitvenega postopka ali pri otroku s posebnimi potrebami, ko bi potreboval neko terapijo, pa ne pride do nje, tukaj pa 1 leto pomeni veliko, da ne govorimo o več letih, ko se ljudje borijo, da bi prišli do svoje pravice. Tukaj je treba reagirati takoj, kajti v otroškem življenju 1 leto pomeni veliko časa. Tudi lansko leto ste se ukvarjali z nenavadnim problemom volilnih volišč pravzaprav v občinah Jesenice, Idrija in Šmarje pri Jelšah. So namreč korenito zmanjšali število volišč in po enem od tolmačenj naj bi to, bi rekel, predstavljalo tudi kršitev človekovih pravic. Ja, vendar mi tukaj kršitve človekovih pravic nismo ugotovili, zaradi tega, ker ne nazadnje smo videli, da je volilna udeležba je dobra, je bila v bistvu, se ni zmanjšala zaradi ukinjanja teh volišč. Zagotovo je interes varuha in pa tudi prebivalk in prebivalcev, da je teh prostorov čim več, zato da ljudje čim lažje dostopajo. Smo se pa tukaj tudi sklicevali na ugotovitve OECD, ki je spremlja vsakokratne volitve, in edina njihova pripomba, ki je bila na volitve v Sloveniji, bilo, da ni dostopno za invalide, ostalo dostopnost do volišč pa niso izpostavljali. Tako da to je zagotovo pomembno vprašanje, ki pa vendarle mora država tako odreagirati, da čim več ljudem omogoča to njihovo pravico, pa ne nazadnje tudi dolžnost, da grejo na volitve. Občani se na vas obračajo tudi v primerih nesporazumov s policijo, tudi taki primeri so, vendar je zanimiv podatek ta, da ste lani obravnavali 145 zadev z tega področja, vendar utemeljenih pritožb je bilo le 6. Tako je. Veste, pri represivnih organih je vedno tako, da nismo zadovoljni ne nazadnje z delovanjem. Sej, kdo od nas je pa srečen, če ga policija zaustavi, ne? Ali pa da mu poseže kot represivni organ v to, da meni, da so mu njegove pravice kršene. Mi smo potem to pri policiji preverili, pogledamo, vedno vprašamo tudi nasprotno stran, kaj se je v določenem primeru zgodilo, in ugotovili smo, da v 6 primerih je policija ni ravnala pravilno, v ostalih primerih pa je ravnala pravilno. Zelo zaskrbljujoča je vaša ugotovitev, da se oblast v najširšem pomenu obnaša arogantno, ste zapisali v poročilu. Ja, točno to kaže na to, da je oblastna aroganca se kaže v tem, da se sprejema zakone, ne da bi se držalo
javne razprave, ne, da bi v javni razpravi, kjer lahko sodelujemo prebivalke in prebivalci, da bi se ta mnenja upoštevalo. Pa aroganca je tudi to, da se enostavno ljudem ne odgovarja na njihove pobude ali na njihove pritožbe in tako naprej. To kaže na to, da je oblast vzvišena, arogantna in se oddaljuje od ljudi, ki so jo nenazadnje tudi izvolili. Cilj sodobne družbe bi bil, da je socialno čuteča, da je občutljiva za vse mejne strukture, vendar vi ugotavljate, da je socialna država vse manj trdna v Sloveniji. Kako to? Ja, mi vidimo in pozarjamo na to, da imamo težave v socialnem, na področju socialnega varstva, na področju socialnih transferjev, šolstvo, zdravstvo. To so ti temelji socialne države, ki imamo nenazadnje zapisano tudi v ustavo. In ti temelji dajejo občutek, v bistvu država daje občutek, da so ti temelji vedno bolj šibki in da te stebri šibijo. Tako področje zdravstva, šolstva in sociale. In tukaj so potrebne res korenite spremembe in pa sprememba miselnosti in ponovnega zavedanja, da smo kot državni organi, tudi varuh človekovih pravic, zgolj servis ljudem. In ne, da so ljudje tukaj zaradi organov, ampak organi, javna služba je zato, da izvaja javni servis prebivalkam in prebivalcem. Zelo zanimiva se mi je zdela vaša pobuda, da bi morali omogočiti z raznimi prijemi vgradnjo dvigal vse stolpnice, ki so tudi starejše gradnje, ne? Ja, to smo ugotovili zaradi tega in nenazadnje dobili več pobud, da se ljudje ne morejo vključevati aktivno v življenje. Naj si bodo to starejši, naj si bodo to invalidi, če živijo v stavbah, ki so do 15 stropjev in kjer ni potrebno vgraditi dvigalo. Jaz moram reči, da sem bil prvo leto, ko smo to dali, lansko leto, v letu 2022 smo dali to pobudo oziroma to priporočilo Vladi Republike Slovenije, ki ga je označila za delno uresničeno, vendar so nas podučili, naše priporočilo šlo tako v smer, da naj po zgledu energetske obnove stavb, kot recimo se sofinancira izgradnja izolacije ali novih oken, da naj po tem zgledu subvencionira tudi vgradnjo dvigal v zasebnih stavbah. Podučili so nas, da to ni energetska sanacija, verjetno, da vemo, da izgradnja dvigal ni energetska sanacija, ampak da bodo o tem razmislili in da je priporočilo delno uresničeno. V letošnjem letu sem s velikim razočaranjem ugotovil, da vlada to priporočilo zavrača, kljub temu, da je rekla lansko leto, da je delno uresničeno, in povedala, da Evropska komisija ne podpira, ne namenja evropskih sredstev in ne podpira investiranja v zasebne objekte. To v bistvu nikoli nismo rekli, da mora Evropa to narediti, ampak je naloga države, da svojim državljankam in državljanom omogoči lažje življenje. In nenazadnje Slovenija je tako bogata država, da za tistih po naši oceni 11.000 stavb, ki je v Sloveniji, bi lahko sama zagotovila delno subvencioniranje. Tako da tega zavrnjenega priporočila vlade nikakor ne sprejemamo. V Idriji poznamo primer mestne knjižnice in galerije, ki sta v častitljivi stari zgradbi, vendar brez dvigala. Po letu 2025 bodo te stavbe morale imeti dvigale, ker nenazadnje Zakon o izenačevanju možnosti invalidov govori o tem, da morajo biti vsi javni objekti dostopni do decembra 2025. Zelo pogosto slišim potem argument, ja, v teh 2 letih pa tega ne bomo mogli narediti, ampak potem bi rad opozoril, da je bil ob sprejemu zakona določen 15-letni prehodni rok, se pravi v 15 letih bi to morali prilagoditi, vendar žal nismo na tem področju naredili nič. V 2 letih verjamem, da se ne da, ampak čas je bil 15 let. Najti je treba arhitekturne rešitve, kako tudi v častitljivih starejših stavbah to urediti. Nenazadnje, sam imam izkušnjo iz tujih držav, konkretno iz Španije, kjer so nek muzej prilagodili tako, v zelo stari stavbi, zelo starimi stopnicami, tako da je bil dostopen tudi za vsakega posameznika. V zadnjem letnem poročilu posebej omenjate 80 najbolj aktualnih priporočil iz preteklih let, ki ostajajo še vedno neuresničena.
lani pa ste tem dodali še 75 novih. Kaj to na dolgi rok pomeni, da se ti seznami samo daljšajo? Tukaj pa moram biti optimističen, da se je seznam od lanskega leta na leto skrajšal. Tako, vlada in državni zbor sta uresničila kar nekaj naših starih, preteklih priporočil, nekaterih pa ne in tega ne razumemo, zakaj ne. To je res težko razumeti, zakaj se nekega priporočila, ki izhaja, kot sem že prej povedal, iz neposredne težave nekega posameznika, zakaj se tega ne da razrešiti. Ali je res birokratski aparat tako zakrnel, da ne noče najti rešitve, čeprav ne nazadnje kot varuh tudi rešitve ponujamo. V teh dneh hodite tudi po Sloveniji, bili ste danes v Logatcu, v Idriji, odhajate v Cerkno, odpirate neke posebne kotičke, povejte nam, zakaj pravzaprav gre. Ja, danes sem bil v Logatcu, potem v Idriji in pa v Cerkni imamo tudi poslovanje, tako da bodo lahko občanke in občani prišli na pogovor k varuhu. Odpiramo varuhove kotičke, to bo zdaj 104. kotiček, to se pravi, da sem obiskal 104 občine in postavil tam varuhov kotiček, ki bo občankam in občanom omogočil lažji dostop do varuha človekovih pravic. Vse je v analogni obliki, zaradi tega, ker sem ugotovil, da veliko ljudi ne more dostopati po spletu ali ni vešče seznanjenja na spletni strani, zato smo vse prevedli v analogno obliko in recimo konkretno v Idriji je v občinski stavbi pred vhodom v občino stojalo, kjer veliko piše varuh človekovih pravic, tam lahko občanke in občani dobijo prednatisnjeno pobudo, če menijo, da so jim kršene človekove pravice in svoboščine, to izpolnjeno pošljejo k nam, po običajni pošti, lahko po elektronski pošti, potem imamo informativno brošuro, kjer pišemo, kaj lahko varuh naredi, na kakšen način lahko pomaga, pa tudi kdaj ne more pomagati, ker ne nazadnje mi se zavedamo tudi tega, da so kršitve človekovih pravic se dogajajo tudi ne zgolj v javnem sektorju, ampak tudi v zasebnem sektorju, tam pa varuh človekovih pravic Republike Slovenije nima pooblastil. Se pravi, do zasebnih podjetij nimamo, lahko pa pozovemo inšpekcije, naj odreagira na določene kršitve in potem jo vprašamo inšpekcijo, kaj je ugotovila. Lahko ugotovijo, da so poti do vas, do vaše pisarne, do vaših sodelavcev za občane vedno odprte. Vedno, po eni strani telefon, brezplačna telefonska številka, ki je žal, moram reči, potrebno kar potrpežljivost, da se pride, ker zvoni. Veliko kličejo. In je zelo veliko klicev, potem po običajni pošti, po elektronski pošti in pa tudi fizično pri nas na sedežu varuha, kjer nimamo uradnih ur, ponedeljek, sreda, petek, ampak imamo vsak dan, pridejo lahko ljudje k nam in se pogovorijo s sodelavkami in sodelavci. Peter Svetina, varuh človekovih pravic, hvala lepa za ta pogovor, hvala za obisk v našem studiu in hvala za vse dobro, kar delate v dobro ljudem. Hvala vam za povabilo in možnost, da sem lahko ljudem predstavil svoje delo. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in srečno.